kaj? Jaz sem že to vse preračunal. Pa res? Dobro. To je ta plan. Ja, to je izjava, ki vam jo mora gospa izpolniti in vaš svoj podpis overiti potem na upravni enoti oziroma pri notarju. Po moji smrti nič prej. Točno gre, ne? Andrej? Kaj? Tista stran. Andrej? Ja, Ti pa imaš mamo? točno mamo rabim, joj! Vidiš, jaz rabim Katjo, da mi poveda rabim mamo, da lahko vsem povede. Katja! Katja! Ej, jaz sem. Kaj pa delaš tu ob 5. zjutraj? Veš kaj? Mati so me vrgli iz hiše, ker meni, da sem dovolj star, da lahko živim na svojem, pa meni, da z moje ideje tako ali tako nič ne bo, ne? Lahko najem tvoj kavč za nekaj dni, no. Za koliko časa? Malo, čisto malo. Glede na to, da je tako zgodaj, pa da sem zaspana, naj ti bo, pridi gor. Ja, pridi. Halo? Nepremičninska agencija? Ti še vedno spiš, ali kaj? Daj, pusti. 5 minut imaš, da se oblečeš in da greva poiskat stanovanje. Zdevaj se. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste z nepremičninske agencije? Ja, Andrej, zdravo. Oni išče stanovanje? Ja, mi smo se slišali po telefonu, gospod pa kupuje, ne, če sem prav razumela. Tako je, in zelo ga zanima. No, v redu, zdaj stanovanje ste zbrali na naši spletni strani, to je dvosobno stanovanje, pa predlagam, da ga gremo kar pogledati. Tako, izvolite naprej. Tako, to je to dvosobno stanovanje. Se pravi, iz hodnika vstopamo v srednji prostor, kuhinjo, jedilnico in pa dnevno sobo z lepim panoramskim oknom in pa izhodom na balkon. Teda, kar izvolite si pogledati. Lep balkon. To je dnevna soba, ali kaj? To je dnevna soba, ne? Se pravi prostor za jedilno mizo, kakšen regalček, pa potem sedežno. Kuhinja tudi ostane, kuhinja je novejša, zdaj stanovanje je več ali manj prazno, nekaj časa je živel en najemnik noter, ne, tako da je v bistvu kuhna neuporabljena. Kdo pa največ najema takšno stanovanje? Takšna stanovanja zdaj največ najemajo mlajši ljudje, se pravi tisti, ki iščejo prva stanovanja, nimajo še lastnih sredstev, da bi stanovanje kupili, nimajo tudi redne zaposlitve, tako da niso kreditno sposobni in običajno se odločajo za najem. In pa tudi en del mlajših, ki še niso prepričani, ali bodo ostali v domačem kraju, ali se bo mogoče jih pot odnese kam drugam in jim najem stanovanja bo mogoče neko večjo mobilnost. To stanovanje izgleda kar takšno lepo in novejše, pa si lahko mladi trenutno to privoščijo. Zdaj tako je, lažje se ga sigurno privoščijo, če imajo neka lastna sredstva, ne? Ali imajo kakšno manjše stanovanje že v lastništvu, ga prodajo, zamenjajo za večje.
Običajno del kupnine se potem tudi poravna z krediti, se pravi z bančnimi posojili. Veliko krat jim pomagajo pri nakupu tudi starši, tudi stari starši. Ne, tako da. Kje pa je spalnica? Ja, predlagam, da si pogledamo celotno stanovanje, se pravi iz tega osrednjega prostora po hodniku v spalnico. Tako, tu je pa spalnica, cirka 12 kvadratov, zelo prostorna, prostor za garderobne omare, posteljo, tudi mogoče tu kakšen delovni kotiček in pa izhod na balkon. Kaj pa soseda kakšna? Ja, soseda, mislim, da imate ravno tu zraven eno zelo mlado, lušno gospodično, večkrat jo vidim, da kavo pije na balkonu zjutraj. To je dobro. Cena? Zdaj cena za vse to, kar ste videli, ne, se pravi stanovanje, plus garažno mesto v kletnih prostorih, plus kletni prostor, za vso opremo, takšno kot je danes tukaj, ne, se pravi spalnica, novejša kuhinja, v kopalnici oprema, ki je cena 82.500 evrov. To je z avtom vred ali brez? To je žal brez avta, ja. Kaj pa naj potem? Moramo avto kupiti, če ne? Lahko ga kupite, lahko garažo na koncu tudi oddate. Je tu veliko povpraševanje tudi po tem. Dobro, lahko zaslužim s tem, ne? Lahko zaslužite, z garažo zagotovo. Na kakšen način vam plačam? To sem jaz hotela vas vprašati, na kakšen način imate namen poravnati kupnino. Običajno je tako, da se plača ARA, to je nekje v višini 10%, preostane kupnine pa odvisno, imate lastna sredstva ali boste kreditirani strani banke, vam bodo starši kaj pomagali. Hipoteka? Ja, večinoma se kakšen del kupnine poravna z pomočjo bančne hipoteke. Samo malo pokličem, samo trenutek. Ja. Midva pa lahko pogledava še preostanek stanovanja? Ja, izvolite. Hej, zdravo mami! Ja, kak si? Ja, ne, nismo se slišali, Pertinja. Ja, v redu. Imam eno vprašanje za tebe. Veš kaj bi ti dala hipoteko na hišo, da bi jaz lahko imel svoje stanovanje? Hipoteko na mojo bajto. 30 let hodim v butasto službo za to, da imam streho nad glavo, zdaj pa hipoteko za tebe. Pa kaj se ti je čisto zmešalo? Daj lepo te. In kak je šlo? Ni za to, veš. Nič ne bo. Ampak zagotovo še obstaja kakšna druga možnost, ne? Ja, zagotovo obstaja. Glede, jaz imam tukaj pripravljeno brošurico, vi o stanovanju premislite, tako da imate pri roki, če boste še kaj razmišljali, ne? Razmislite, dajte eno ponudbo, se tudi okrog cene še verjetno da kaj dogovori. Ga lahko tudi najame? Možnosti tudi, jaz kolikor ne bi spravili skupaj tega denarja, ne? Je možno stanovanje tudi najeti. Zdaj, najemnina za takšno stanovanje bi bila, da bi nekje, rečemo, 300 evrov plus stroški. Nekaj boš našel, Andrej. Jaz te moram spraviti z hiše. Misliš? To. Hvala vam. Hvala. Z veseljem. Adijo. Pujsa, jao! Kaj pa, če imajo tukaj za Andreja? Grem pogledat. Tu ga tudi nihče noče vzeti. Kam še naj gremo? Kakšno je trenutno stanje med mladimi in iskanjem stanovanj, odselitvijo od staršev? Mislim, da se ta doba čedalje daljša in da ostajamo pri starših kar malo pretirano predolg. Zaradi takšne situacije, kot je v državi nasploh. Ampak škoda, tako je, ni druge, saj ni zaposlitve, ni denarja, si tudi ne moreš privoščiti kaj več. Ja, to je čisto odvisno, zdaj ali imaš svoje prihodke, ali imaš štipendijo, ali nimaš, ali si pol moraš imeti vsaj štipendijo, nek dohodek moraš imeti, da si lahko v študentu ali v stanovanju svojem, no. Odvisno, zdaj, če imaš službo, če ti uspe pridobiti službo, je to ena dobra stvar. Če pa ne, pa v bistvu si odvisen od prihodkov ali staršev, ali od štipendije, ali od nekih prihodkov, ki si jih sam pridobiš. No. Kakšna pa je vaša situacija? Jaz sem trenutno v študentu, med vikendom grem domov, pa večinoma tukaj stanujem. Od štipendije v bistvu sem jaz odvisna. Ja, jaz sem trenutno študiram v Mariboru in od doma sem čez teden oddaljena.
Drugače živim pa pri starših in verjetno bo še ene par let, dokler ne končam študija, sigurno. Kdaj si lahko mladi svoje stanovanje privoščijo oziroma se rešijo staršev? Ko dobijo kako dobro službo, nič prej. Ne vem, 24-25 let reč. Eni prej, eni kasneje, to je čist odvisno, se mi zdi. No. Kje pa lahko mladi, ki iščejo stanovanje recimo v drugem kraju ali pa svoje prvo stanovanje, najdejo stanovanje? Na kakšen način? Kaj pa vem, ja, preko glasov ali kako, ne vem, mislim, da tako. Preko poznanstev sem pač našla, drugače pa študentske domove. Ne. Pa so najemi dovolj ugodni? Ja, v Mariboru ja. Mislim, zame krno. Dober dan. Dober dan. Kaj mi lahko mogoče pomagate? Nujno potrebujem stanovanje za mojega kolega, več kot teden dni je že na mojem kavču in se ga moram nujno znebiti. Zdaj pa potrebovala nekaj dokaj poceni, pa kolikor toliko lepo, ker je zelo razvajen. Seveda, najboljše, da vam predstavim kar naš spletni portal Kambrico. Gre za portal, ki obstaja v okviru študentske organizacije Univerze v Mariboru in je dejansko začel svojo zgodbo v Podravju. Danes že obstaja po celotni Sloveniji oziroma oddajamo oglase za celotno Slovenijo in najdete oglase za enosobno stanovanje, za garsonjero, za večsobno stanovanje ali pa samo za sobe, odvisno, kar si vaš prijatelj želi. Kakšne so pa cene, recimo za enoposteljne, dvoposteljne sobe, kaj pravzaprav iščejo mladi? Največ oglasov je za dvoposteljne sobe. Tega je največ. Recimo pari pa seveda iščejo garsonjere, enosobne stanovanje, vsekakor gledajo vsi na stroške. Potrebno je pa potem seveda paziti, ker lastniki drugače objavljajo. Eni objavljajo ceno z stroški, eni brez stroškov. Treba malo pobrskati in na koncu seveda kaj najde. Kdo vse pa lahko najame stanovanja? So kakšne omejitve pri tem? Razen tega, da si študent, ne. Dejansko študent lahko biva ali doma, ali v študentskem domu, ali pri zasebnikih. Kolikor je pri zasebniku, lahko ima seveda ali subvencijo ali ne. To je treba recimo paziti, ker eni lastniki ponujajo oziroma ustrezajo tem pogojem po pravilnike v študentskem bivanju, glede subvencioniranega študentskega bivanja. In če ustrezajo tem pogojem, ima tudi to zapisano, tako da se lahko tudi subvencionirano biva pri njih. Drugače pa pač redna cena, ki je pač tržna cena, kolikor jo pač ponujajo. Aha, torej lahko sedaj poiščeva eno dobro stanovanje za Andreja, da se ga čim prej znebim? Bi bilo najbolje. Super. Why are you playing here?
Because my mom kicked me out, I don't get it, credit in bank, and now I'm searching the roof for my head. Oh, bad period for you, my friend. I know. Maybe I can help you. Really? Yeah, I'm just looking for a new flatmate. Maybe I can help you and you can help me. Oh, cool. So, come. Okay. Here. Maybe the entrance is not so good, but you will see. Okay. Hi, Vittoria. Hey. What do you actually do in Slovenia? We are Leonardo in the Leonardo's program. Is actually to search a job or to have an experience, work experience abroad, and we choose Maribor. I know it's quite strange decision, but it's nice, Maribor, and yeah, we will be here for 3 months actually. Okay, how many people lives here? We are 5 people and 2 girls and 3 guys. Yes, she's 1 and Hi. yeah, she can become one of your housemaid, and is a very good cooker. This is important. She cook a lot, and she take care of us. Can you show me my room? My Yes, new room? sure. It's here. You will see. Kaj večjega nimate? Nice! Nice! Yeah, Very nice! quite It's small, not but yeah. It's a room. You ask me for a roof. It's a roof. How much? This. We can speak about, but more or less 150 euro per month. Bill apart. Okay. So, I will... Škaj, nič ne bom zaradi tega. Yeah, fine. It's not so bad, but I will think about it, okay? Think about actually it's a quite nice room. I live abroad in a lot of place with other students, with other people, and trust me, this is quite nice. I used to live in some place also worse than this, so I like it. But I will think about it. Yeah. Take a seat. Oh, thank you. Sit. Would you like something to drink? Yeah, we need to drink. We need to course. drink. I met this new friend now. What is it? I have Di Sorrento. Yes. It's okay? Sorrento? Sorrento, exactly. Sorrento. Also with the end, very good. I have another friend that is coming. Oh, really? Yeah. Where is? Come, Gabriele, come, join us. Hello. Sit. Take a glass. So, Eddie, how it's living with so many different people? This is a good question. It's not so easy, my friend. You should know that, of course, you have a fun, you stay every day with someone. You can spend good time with your flatmate, but this happens when your flatmate are a nice person. Sometimes can happen also that you find someone that you don't like, and so for every small thing there is a fight, there is some argue, and sometimes can be difficult. Also, we are here to work, so sometimes you are tired, but it's your turn to clean the house, so you have to start to wash and do everything. Otherwise, you can invite who you want. It's not like with mother. Yeah, it's not like with mother, but be with mother is not so bad. I know. Yeah. Because, of course, also in the family there is some problem, but live alone, it's... Oh, cheers. Na zdravie. Live alone, so it means take care alone about yourself. When you are bad, when you need medicine, you have to think how to organize your time. But sometimes it's complicated, very complicated, so you have to be ready to do this thing. Do you like music? Yes, I like music, I play music. Do you sing? Singing.
She's a good singer. Really? Yeah, we can try anyway. Come on, it's just a sing. It's Slovenian song or Italian song? Italian. Great. Which kind of Italian song do you Which know? one? Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Zdaj pa še na morje. Katja! Katja, gremo! Pridi! Morje! Katja, hitro, že sliši valove! Mami! Ne boš verjela, doma sem!